Magistrica Jasmina Jerant, lepo vas pozdravljam. Dober dan, pozdravljeni. In vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Primer Anhovo. Hvala. Kaj vas je spodbudilo, da ste napisali to knjigo? Najprej na prvi točki sigurno to, da je moj brat umrl zaradi azbesta, star 44 let, in sem takrat, ko je zbolel, začela raziskovati o tem. Pa ostal je moj nečak, takrat majhen fantek, in sem potem se povezala v bistvu z aktivisti, na nek način sem želela to zgodbo povedati. In ko sem začela raziskovati, sem bila presenečena in šokirana, kakšna je ta zgodba o Anhovem in tudi o azbestu, ker se mi zdi, da premalo vemo in da je Anhovo na nek način tudi pozabljena zgodba Slovenije in da jo je treba povedati. Je dosti ljudi umrlo zaradi azbesta? Zdaj, če govoriva o Sloveniji, če govoriva samo, če pogledava samo v Anhovo oziroma Srednjo Soško dolino, kjer povezujemo vse, kar se tiče občine Kanal ob Soči in potem še malo spodnje Soške doline, se pravi Brda, Gorička Brda. Obolelih je bilo priznanih vsaj 3000, približno. In to govorimo v zadnjih nekaj desetletjih in to je večinoma, ali so poklicno oboleli in tako. Večinoma ne bi veljalo to, potem pa umrlih je bilo, pa številke niso znane. Točno je pa dr. Metoda Dodič-Fikfak že pred leti vedela za 500 umrlih, so pa številke dosti večje. Ampak o teh 500 govorimo, kar se tiče poklicno obolelih in potem umrlih, so dosti više številke. V nekem hipu ste dejali, da premalo vemo. Zakaj premalo vemo? Zakaj premalo vemo? Premalo vemo zato, ker se je takrat zgodba zelo na hitro potihnila, zakrila in skrila oziroma se je pometla, prestrukturirala se je proizvodnja v 90-ih. V bistvu so nam dali občutek, da če ne delamo več z azbestom, da je vse v redu. Ampak to ni v redu, azbest je še vedno v okolju, je v zemlji, je v zraku. Tudi meritve so pokazale, da je še vedno tudi v zraku v Srednji Soški dolini. Premalo vemo, ker ni skrivalo se zgodbo enostavno in tudi zato, ker mogoče niti ne želimo vedeti, ker je pretežko. In pač želja moje knjige je tudi to, da se nehamo sprenevedati, da je tu problem, ampak ne samo zaradi Anhovega, ampak zaradi cele Slovenije, ker je salonitke so še vedno povsod in smo vsi ogroženi. Omenili ste meritve, so bile te meritve objektivne, profesionalne, korektne? Te meritve, ki sem jih omenila, glede azbesta, gre za v bistvu raziskavo, akademsko raziskavo, kjer se je obesilo mah in je ta mah se potem obračalo in se je v ta mah, ki je bil čisto čist, 2020-2021 še vedno nabiral azbest. Pomeni, da je v zraku, tako da to so objektivne meritve in znanstvene meritve. Če pa govoriva o meritvah, ki jih delajo v tovarni, je pa to druga zgodba. Zakaj? Zato, ker so te meritve napovedane in tudi plačane strani tovarne, se pravi, da so lahko tudi neobjektivne, kar tudi strokovnjaki, zdravniki opozarjajo in smo tudi to želeli doseči z našim zakonom, z novelo zakona to leto, da te meritve niso objektivne, ki jih dela tovarna. Tako da upamo, da se bodo te stvari spremenile in da bojo dejansko neki zunanji merilci to počeli. Zgodba o azbestu se začne skoraj da kot neke vrste pravljica, ne? V 19. stoletju. Ja, je na nek način, no, če pogledamo, zato ker cementarna se je odprla 1921, ampak pred tem, če pogledamo 19. stoletje, ja, ljudem je bilo težko živeti. Pred tem 1848 je prišla odprava tlačanstva in so potem ljudje lahko imeli svojo zemljo in delali in tako naprej. Tako da malo lažje je bilo živeti končno v dolini, ki je bila sicer že tako težko prehodna in težka. No in potem je prišla, ko se je malo bilo boljše, prišla še bohinjska proga, ki je bila nek dosežek in je prinašala upanje dolini. Ene vasi in kraje so zrasli zaradi tega, drugi so zgubili, no, pol je pa prišla seveda grozna Soška fronta, ki je vse razsula.
grozno je bilo v Soški dolini in tudi pri raziskavi za to knjigo mi je bilo strašno zanimivo, kako se v šoli učimo o vseh vidikih Soške fronte, zelo tehničnih in vojaških, zelo malo pa o tem, kako so ljudje živeli in kakšna grozljivka je bila to dejansko za dolino in za ljudi. In je bilo to zame, kljub temu, da je moja mama učiteljica zgodovine in da mene to vedno zanimalo, kar veliko odkritje. Soška dolina je res takrat nastradala strašno in je bilo 1921 po Rapalski pogodbi, ko je prišla tovarna, to neko veliko upanje, tako da ja, pravljica, končno nek pravljični zaključek vsega trpljenja. V mislih sem imel morda celo bolj material azbest, ki je precej obljubljal vse nekaj časa, potem se pa začnejo pojavljati obvestila, da to ni tako nedolžen material. Ja, azbest je bil kar dolgo, ja, pravljičen. In kar je bilo tudi zanimivo, da ko sem se učila, ker jaz moram tudi povedati, ko sem pisala to knjigo, jaz o tem nisem nič vedela, vsaj ne dosti, vedela sem nekaj o Anhovem, ampak če bi me kot Primorka dovolj, kaj da več pa ne, in če bi me kdo vprašal, kaj je azbest, ne bi vedela. Se opravičujem, kaj je azbest? Tako je. Azbest je mineral, ki se ga kopa dejansko v rudnikih, ima več različnih karakteristik, so različne vrste, bom rekla, azbesta, modri, beli, rjavi in potem so še podkarakteristike, ampak to ne bo neka splošna in koplje se ga v rudnikih, je vlaknast in zelo zanimiv je kot mineral zaradi tega, ker je lahko kot kamen, ampak ko se ga seka, je vlaknast in ta vlakna so totalno neuničljiva, totalno, zdaj tako, ampak ima azbestos še iz antičnih časov ime, ki ne bi pomenilo pač neuničljiv, negorljiv, ker dejansko tudi njegovo tališče je višje od jekla in malo nižje od titana. Tako močen je bil in so ga že od antike oziroma 4000 let pred našim štetjem uporabljali na današnjem Finskem, zlončevino. Potem pa skozi vso antiko, evropsko antiko in tako dalje se ga uporabljalo do zdaj in je bil hkrati, mislim, Plinij je nekje pisal, da ni dobro, to je iz rimskih časov, imeti sužnjev, ki so delali v azbestnih rudnikih, ker mladi umrejo, hitro in mladi umrejo. Se pravi, vedeli so, da je nekaj, ampak se je hkrati vedno uporabljal, imel je nek naziv, nečesa, kar se ne da uničiti, potem so v Franciji celo pripisovali nekaj časa, že v srednjem veku, da je iz dlake določenih kuščarjev in je to kar obveljalo, so imeli celo potem v kraljevi zastavi in je potem Marko Polo šel celo na Kitajsko in med drugim hotel dokazati, da azbest ni tako pravljičen, ampak in je tudi potem pisal v knjigi, da ga kopljejo v rudnikih, ampak to ni pomagalo še do 19. 20. stoletja. Je pa potem v 20. stoletju že zelo zgodaj, v 20. in 30. letih postalo zelo jasno, kako zelo nevaren je. Prav ta trenutek me zanima, ko so ljudje začeli odkrivati, da je azbest nevaren. Kdo je vse to odkrival, kako so to spoznavali, kako se je ta vednost širila? V bistvu prvi dokumenti, zanimivo je, da že 1888 približno so, recimo, ko se je gradil teater na Dunaju oziroma obnavljal, so uporabljali manj azbesta, ker so vedeli, da je škodljiv, čeprav takrat še ni bilo nekih formalnih dokumentov. 1900 je priznana, pač ne bi bila prva žrtev. 1918 so v Ameriki že niso dajali zavarovanj, zavarovalnice niso dajale zavarovanj za delovne, kar se tiče azbesta, za tiste, ki so delali z azbestom, se pravi, se je že zelo dobro vedlo. 1924 pa pridejo potem prvi medicinski dokazi z enim primerom v Veliki Britaniji, kako zelo nevaren je dokazana povezava med umrljivostjo in azbestom, tako da so potem v Britaniji na podlagi tega primera tudi sestavili in potem so še naredili veliko raziskavo, ki jo je v bistvu prav Velika Britanija plačala in so dva inšpektorja naredila veliko raziskavo na več 100 ljudeh, ki so delali z azbestom in dokazala, da je ta velika povezava, tako da že 1931, govorimo, to je 100 let nazaj, slabih, so imeli v Veliki Britaniji prvo delovno zakonodajo,
ki je določila, kako operirati z azbestom. Ob tem, da takrat še niso vedeli, da je nevaren tudi ostalim, tako da so dajali takrat samo navodila, kako nekaj ravnati z njim, biti pazljiv. Potem pa, ko so ugotovili kasneje še, kako zelo nevaren je, so še bolj pazili. Tako da Velika Britanija velja za primer, kjer je veliko manj obolelih bilo zaradi tega, ker so bolj pazili na ljudi, no, na delavce. Vse ostalo je pa, ja. Kaj pa v Srednji Soški dolini? Ja, v Srednji Soški dolini so te stvari tako, se pravi, cementarna je bila odprta 1921. Najprej je bil en lastnik, to je bil Emilio Stock. To je tudi ta Brandy Stock, ki ga vsi poznamo, so bili družina. On je odprl tam 1921, dobil pravice že 1910, potem je bila vojna. Potem je pa zgubil tovarno v 30-ih in je prevzel Eternit, ki je bila takrat že velika, ena največjih, če ne največja cementarna na svetu, takrat Eternit je prevzel. In dokumenti kažejo, kar pišem tudi v knjigi, da so vedeli že v 20-ih, kako nevaren je in da so v bistvu ustanovili kartel 1929, vse cementarne, da bi skrivali resnico o azbestu, kako je zelo nevaren. Tako da, če je Eternit prevzel tovarno 1932-35, se pravi, in če so že ustanovili kartel 1929, so zelo dobro vedeli, kar se tiče Srednje Soške doline, se je vedelo že takrat. Potem pa po Italijanih, ko je prišla cementarna v last oziroma v roke Jugoslavije, zdaj teh dokumentov ni. Mogoče na začetku res niso vedeli, ker tudi to italijansko vodstvo je skrivalo, ampak hkrati so bili zelo hitro, jaz mislim, da zaveščeni in vseeno lagali. Mogoče nekoliko pozno in vendarle. Zanima me, kako ste zasnovali knjigo. Ja, jaz sem, ko smo se odločili, kako narediti, Žiga Valetič, ki je tudi aktivist zeleni, prijatelj moj in drugače tudi urednik knjižni. In tudi fotograf, ne? Tako, in oblikovalec. Sva se pogovarjala in je v bistvu njegova ideja bila, da bi naredili časovno, da bi delali poglavja ne tematsko, ampak časovno. In jaz mislim, da je bilo to najboljša možnost zaradi tega, ker jaz razlagam zadnjih 100 let, se pravi, poglavja so nanizana od 1921 do 30, 31 do 40, se pravi po desetletjih do današnjih časov, zato ker vsako desetletje je imelo svojo zgodbo. 31, kot sem rekla, je bil že ta zakon v Veliki Britaniji in tako dalje. Pač vsako je nekaj imelo, ob tem, da sem prej še obrazložila, še pred zgodbo, pred 21, se pravi to zgodovino Srednje Soške doline, preden je prišla cementarna, ker da bi razumeli dušo doline in ljudi, je treba seveda razložiti tudi to, preden je prišla cementarna, ker zakaj so ljudje sprejeli in je bili veseli. Vaša kronološka pripoved ima neke vrste rdečo nit. Na eni strani je tovarna, ki si prizadeva dolga leta, desetletja tudi uspešno skriva nevarnost azbesta, na drugi strani so pa ljudje, aktivisti, ljudje, ki živijo v dolini in ki si prizadevajo, da bi opozorili na nevarnost azbesta. To se mi zdi neke vrste ta boj, ta dialog v narekovajih, rdeča nit vaše knjige. Ja, sej delovni naslov knjige je bil Na bregovih. Različnih verjetno, ne? Ja, prav, ker jaz tudi v knjigi večkrat napišem na bregu, na katerem bregu Soče je kdo, ne, ker govorimo na kateri strani zgodovine, na katerem bregu zgodovine. In tudi Soča je tako povedna, ne, že zaradi Soške fronte, kje je bil kdo na kje so bili Avstrijci, kje so bili Italijani in potem se skupaj, ampak sej ne gre toliko za dobesedno, kakor bolj za tako nek metaforično. Ja, ta boj je bil stalno med temi, ki so podpirali, ki so imeli, imajo radi tovarno še danes, vse, kar je prinesla in seveda ta upor teh ljudi, ki so zaradi nje nastradali. In ta boj ni samo, bom rekla, skozi medije, ampak je to čuti tudi v dolini. To je problem, ki je večji. Imajo prijatelji, družine, tako eni so skregani med sabo, drugi pa... Se opravičujem, v isti družini? Tudi. In, ampak je pa to, včeraj smo se pogovarjali o tem z enimi, ki so me spraševali, sem nekaj, da
tema cementarne je oddaja v Srednji Soški dolini med prijatelji in med družinami podobno kot tema politike v Ameriki. O tem se ne govori. Enostavno, če hočemo biti okej, se o tem ne pogovarjamo. In seveda sta potem dva brehova, ja. Zelo konkretno. Tega. Kaj je dala ta tovarna dolini in kaj je vzela oziroma kako je škodovala? Tovarna je po eni strani dala ogromno, sploh od v 60-ih, 70-ih, 80-ih, že prej so imeli službe, ampak če vzamemo še v času Italije, so povedali ljudje, so pričevanja, da so takrat bili zelo izkoriščeni, kakor so bili veseli, ker je prišla in jim ponudila neko upanje in novo življenje. So bili zelo izkoriščeni, slabo plačeni in delali dosti težje dela od italijanskih delavcev. Tudi jih niso usposobili Slovencev. Tako da je že takrat dala in tudi vzela, tudi zemljo jim je vzela mnogim, zato da se je lahko sploh zgradila. Potem, seveda, ko je prišla Jugoslavija, ko so vzeli od Italijanov, nekaj časa je imela tovarna zelo zgovorno ime, tudi kombinat 15. september, kar se je v bistvu navezovalo na 15. september, na priključitev Primorske Jugoslaviji. So imeli težave v samoupravljanju, potem pa v 60-ih je cvetela. Ampak v vsakem primeru ljudje so takrat, tudi ko so Italijani šli, je zelo zanimivo. Italijani so hoteli vzeti stroje in vse sabo so pa ponudili ljudem azbest. Azbest je bil takrat tak zlati prah, zlati material. In so rekli delavci ne, da ni šans in da ne dajo strojev, da jih ne briga, oni rabijo stroje, ker rabijo tovarno, da delajo, rabijo službe. In so potem posredovali pri tem enem od zavezniških generalov, Američanov, da je potem ta ukrepov in da so obdržali dejansko stroje. Tako da toliko je bila vredna cementarna, sploh še po drugi svetovni vojni. Se čuti potem zaradi tega tudi, koliko je pomenila in je potem to samo naraščalo. Tudi v 60-ih in 70-ih zlatih letih cementarne je to, in tudi socializma, no, imeli so počitniške domove, imeli so plače, imeli so službe, vse je samo naraščalo. Živeli so neko življenje, ki je bilo prej nepredstavljivo. In naprimer tudi ljudje so hodili v tovarno po 2 uri iz hribov dol in 2 uri in več nazaj. Potem pa so dobili avtobuse, to je bilo pomembno, imeli so zdravstvo, dobili si kulturne domove, stanovanja, hiše in vse. Dala jim je ogromno in jim je veliko pomenila in jim še danes tudi zaradi tega, hkrati pa jim je vzela zdravje in bližnje in tudi njih samih, za tiste, ki zdaj pač zase ne morejo več govoriti, ki so umrli, ker je pač azbest bil tako izjemno škodljiv. Dejali ste, dobili so zdravstvo. Ja. Je bila ta ambulanta, ki je bila v sklopu tovarne, profesionalna, korektna, je o teh svojih odkritjih obveščala recimo politiko, stroko? Ambulanta je bila obratna ambulanta, to je tak luškan, hecen izraz, se pravi ambulanta, ki je bila v industrijskem obratu, je bila obratna ambulanta. Se pravi, je bila ambulanta od tovarne, verjamem, da je delala profesionalno, tako kot najbrž pač delajo, obveščala pa pač ni. Oziroma vprašanje je, itak vodstvo je vedlo, kaj se dogaja, na zdravnike se je pa tudi pritiskalo. Tako da večkrat se pogovarjamo o tem, koliko je bil močen pritisk na zdravnike in je ta pritisk upravičeval to, da so bili tiho. In hkrati se pogosto tudi sama sprašujem, ali res ta pritisk upravičuje to, da so bili tiho. A je izguba službe bila res tako nevarna ali pa nekega imena diskreditacije, da niso povedali, kaj se dogaja. Zdravniki so vedeli, vodstvo je vedelo, dr. Metoda Dodič-Fikfak, ki je delala izjemno raziskavo v 90-ih v njihovih arhivih, pravi, da so imeli že desetletja, da so imeli zdravstveno literaturo, medicinsko literaturo iz tujine, res priznano, se pravi, so vedeli, itak pravi, Metternich je vedel, tudi naše so vedeli, tako da Jugoslavija ni bila nevedna. Kako je pač, ambulanta je verjetno delovala po svojih močeh s tem, da je hkrati skrivala resnico. Zdaj pravijo tudi, da je zdravnik pomagal ljudem tudi na ta način, da jih je prej upokojeval,
ali pa jo predal na druga delovna mesta, iz najbolj nevarnih na manj, ampak meni je še vedno vprašanje, kaj pa vse ostalo. Jaz razumem, da so tle človeški elementi in da je vsakega strah, in vem, da je lahko biti general po vsaki bitki. In da mi ne moramo vedeti za te zdravnike, ki so takrat delovali kaj in kako, je pa vedno vprašanje in moralno in etično vprašanje, kako lahko dolina umira in veš, da bo umirala in si tiho. In če to samo zaradi službe, je pač vprašljivo. Zanima me neka vaša etična odločitev. V knjigi ste anonimizirali vrsto protagonistov tega dogajanja. Vrsto tudi negativcev ste izpustili, ste jih zgolj omenjali s funkcijami in tako naprej. Bi mogoče pojasnili to svojo odločitev? Ja, zlahka. Odločitev je bila zaradi tega, ker ker to je zame zelo čustveno, ampak te ljudje z imeni in priimki sami zase zelo dobro vejo, da so. In vsi ostali vejo, da so. Z njihovih priimkov se tudi norčujem v kakšnem podnaslovu. Enostavno jim nisem hotela dati prostora, ker se mi zdi, da ful preveč časa posvečamo negativcem v smislu, pozabi se na tiste ljudi, ki se proti negativcem borijo. In naši aktivisti, naši domačini so tisti, kar je v Sloveniji zlato, ki bi ga mogli poudarjati, govoriti njihova imena, jih izpostavljati, zdravnice, ki so se izpostavljali kljub vsemu, se pravi tiste, ki niso bile tiho zaradi službe, zaradi problema, zaradi strahu, zaradi diskriminacije, ali industrijskega, ali političnega pritiska. Take ljudi je treba izpostavljati in tega je pri nas premalo. Zdaj imate priložnost, že na začetku knjige omenjate nekateri ljudi, ki so se konkretno uprli. Kdo so bili? Ja, že takoj v uvodu omenim, najprej gospoda D.M., ki tudi nisem napisala imena in tudi ne morem povedati njegovega imena, ki je gospod pokojni in nisem mogla dobiti njegovega privoljenja. Hkrati tudi nisem mogla vprašati njegove družine, če mi dovolijo, ker je bila v bistvu knjiga pisana več ali manj precej naskrito, zato da me industrija ne bi ustavila s svojimi dragimi odvetniki in odvetnicami. Ampak potem pa omenjam Slavko in Bogomirja Bavdaža, se pravi Slavica, Bavdaž in Bogomir, Slavka in Mirče, ki sta naš center tudi vsega aktivizma še zdaj, pri katerih se dobivamo, pri njima je štab doma, vedno nas sprejmeta in se že več kot 40 let borita, ona sta začela tudi prve sestanke leta 82. Omenim je na začetku, zato ker sta dejansko začela prve sestanke. Pri njih so se začeli združevati 20 do 30 domačinov, ampak ne zaradi azbesta, ampak zaradi cementnega prahu. Potem šele, že 81, potem, ko so zvedli pa, kako je še azbest nevaren, potem je pa itak počlo. Se pravi Slavka in Mirče, ki jih v tem srednji Soški dolini dosti ljudi pozna, ki jih je dosti tudi ljudi napadalo, in sta imela težave, ampak nista klonila. In to je meni ta ponos in ta trma in ta načelnost, ki bi se mogli vsi v Sloveniji učiti, ne da se vedno sekiramo, kaj bojo sosedje rekli. To je ta problem pri nas, zakaj se stvari ne uredijo, zaradi tega, ker vedno je ta strah pred drugimi na drugi strani vrta. Ona dva se nista in drugi so potem, imamo zdravnico, Nevenko Mlinar, ki dela v Desklah in je šla proti sistemu, gre in zelo je težko, jo tudi napadajo. Potem seveda večna in najboljša dr. Metoda Dodič-Fikfak, načelna, ki stoji. Potem imamo domačine, jih bom kar povedala, tudi niso vsi napisani v knjigi, Lilijana Pulec, Anastazija in Franc Bevčar, Branko Skok, Andrejka in Zlatko Kumar. To so ta Mateja Sattler, mlajša generacija, Manuela Korečič, mlajša generacija. To so ljudje, ki so zame predstavljali in predstavljajo tudi danes izjemen vzor, kako se da stvari delati in spremeniti in narediti. Potem bi poudarila tudi dr. Brvarja, toksikologa, ki opozarja z kliničnega centra neprestano, kakšne težave predstavljajo novi izpusti, novi strupi. Potem doktorica Praprotnik iz pediatrične, ki neprestano isto opozarja glede novih izpustov.
imen je in bi jih lahko še naštevala in res upam, da knjiga lahko jim postavi na nek način tudi spomenik. Za vse ostale, tiste vojake na drugi strani, ki jim rečem vojaki steklenih oči, se pravi pomanjkanje empatije, ker so me res vedno spominjali na kakšne filmske zgodbe, to je boj med dobrim in zlim, dejansko se v Anhovem zelo pokaže, vse te velike epske zgodbe, ki jih imamo na filmskem traku od Vojne zvezd, to je zelo podobno. Borimo se proti nečemu, kar škoduje in se borimo za tisto, kar je prav. Vsi tisti pa pač so v referencah v literaturi in se da dobiti še zadeva gre še dosti bolj globoko in jaz upam, da se bo še daj kakšen resnični raziskovalni novinar, kar jaz nisem, našel in bo šel še preiskati stvari, ki se kažejo vseh teh virov. Magistrica Jasmina Jerant, svojo knjigo ozaveščate slovensko družbo o nekem hudem problemu, ki ni zgolj lokalen, ampak je nacionalen. Prej ste omenili raziskovalnega novinarja. Zanima me vaše mnenje o slovenskih medijih. Kakšno vlogo so odigrali v tej zgodbi? Če pogledamo za nazaj, takrat v 90-ih je bil en odločilen novinar, ki je se v bistvu opogumil in začel o tem tudi pisati, da je potem šlo. V zadnjem času pa so bili mediji, sploh v našem boju, nepogrešljiv sopotnik, ki smo ga rabili, ker so se tudi ko je v bistvu občina pritiskala celo na Mojco Dumančič in poslala poziv RTV-ju, naj se nadzoruje svoje novinarje, se je RTV odzval takrat na način, da mi puščamo svobodo. Tako da mi smo medijem hvaležni, imamo pa po drugi strani tudi situacije, ko eden od naših glavnih časnikov oziroma dnevnikov, časopisov. Se opravičujem, kateri? Delo mogoče? Ni pisal ničesar o tem, kar smo mi počeli v kampanji v Zakonu o varstvu okolja za novelo. So bili PR-ovski članki, ki so prišli direkt iz cementarne in kar je bilo na njihovih straneh in spletnih in časopisnih je bilo samo o tem, kako delavci štrajkajo, ne protestirajo, ker bojo izgubili službe, kar seveda ni res, služb ne bojo izgubili, ampak ni bilo pa nič o tem, da kakšno je stanje v dolini. Samo enkrat smo dobili potem poziv na svoj PR, da ga nam lahko objavijo v pismih bralcev in smo bili veseli. Ampak to je eden glavnih časnikov. Tako da mediji po eni strani, če jih ne bi imeli in novinarjev pravih na mestu, hkrati pa se vemo, kako lastništvo deluje. Kakšno je stanje v dolini? Stanje v dolini je trenutno malo boljše, več je upanja, ker so se stvari, kar se tiče zaradi oddane novele Zakona o varstvu okolja, ampak to še tudi ni sigurno, seveda cementarna protestira. Stanje v dolini, pa če govoriva, kar se tiče čist okolja, je pa tako, da, kakor reka enkrat doktor Metoda Dodič Fikfak, tudi če bi ga popolnoma sanirali še 500 let, ne bi bilo dobro zaživeti. Tako da te ljudje se borijo za to, da bi lahko boljše živeli in dihali, kakor so prej in si ne želijo biti več kolateralna škoda celotne Slovenije, zato da si, kakor cementarna rada zdaj promovira, bomo ostali brez stanovanj, če se bo cementarna mogla svoje filtre dražje plačati. Magistrica Jasmina Jerant, hvala za vašo monografijo Primer Anhovo in hvala za pogovor. Hvala. In za vaš boj tudi. Hvala vam.